Dober dan in dobrodošli v mojem novem tedenskem vlogu. Midva z možem se odpravljava na dopust. Nahajava se na letališču v Trevisu, zdaj sva že čez kontrolo in sva si privošla eno kavico in pa dubajski rogljiček. Koliko je pa koštalo tole? 10,60 €. To je samo za bogataše. Zdaj pa že kar nekaj cajta nisva bila z letalom, a ne? Dobro leto. Zadnja leta pa gledava, da se mal izogneva visokim temperaturam, pa se odpraviva v kraje, kjer je vsaj kakšna stopinja manj. Po 2 urah leta smo pristali, imeli smo pa kakšno uro zamudo in to že v Trevisu smo štartali kasneje. V bistvu so nas pravočasno spustili še na letalo, ampak smo potem 1 uro sedeli gor in čakali. Med letom smo imeli malo turbulence, sicer je bilo pa kar v redu. Mama pa veste koliko? 23 stopinj Celzija. Na letališču so nas pobrali s kombijem, pa so nas odpeljali do rentakarja. Matjaž je šel zdaj notri papirje urejati, prevzeti ključe in pa potem še avto. Tako, zdaj smo pa prišli do našega avta. Zdaj smo se pripeljala z letališča, pa smo naredili en tak kratek sprehod po tej promenadi. To v zadnji, ker vidite, ni morje, ampak je Atlantski ocean. Zdaj vam pa pokažem še mojo frizuro. Sama. Zdaj je pa čas za kosilo. Čin. Matjaž ima nabodalo iz lignja v žaru, jaz imam pa polenovko. Znam, kakšen kos sem dobila? Je dobro, ne? Moram reči, da niti ni drago, ne? Ne. Se mi zdi kar taka normalna cena. To, kar sva dobila. Tu so pa še marmelade z Azorov. Tako zdaj imamo hruško pa jagoda. Zdaj pa iščeva še kruh, fižol in sol. Lastnica apartmaja nam je pa pravkar sporočila, da olje in kis je pa že v apartmaju. Da vam prav na hitro pokažem naš apartma. Tukaj so balkonska vrata, da vidimo, kam gleda. Aha, je tak majhen balkon, francoski bolj, ampak glih za kakšne cunje posušiti pa bo. Potem kuhna in jedilnica. Tukaj se pride v dnevno sobo. Kopalnica, precej velika. Notri so že šamponi. In pa tukaj še spalnica. Luštna. To sva dobila za dobrodošlico, piškote, vodo in pa belo vino. Zdaj vam bom pa še pokazala, kaj sva kupila v trgovini. Za zajtrk bova imela margarino pa marmelado. Za večerjo pa mogoče en dan klobase, en dan je svinjska prata, testenine in pa kruhovi cmoki. En dan bomo imeli v sirovi omaki, en dan pa tuna. Fižol za kakšno solato, mleko 2 litra, malo posladka, rdeče vino, pivo, no to je še sol. Potem sva kupila tudi vodo, čeprav voda je menda pitna, in pa še kruh. Aha, pa še te multivitamine.
Tako, za vse to sem dala 37 €, ker se mi je zdela zelo ugodna cena. Živjo, pa je že nov dan. Zapeljala sva se na izlet približno 30 km vzhodno od Atlantika. Temperatura tukaj je 36 stopinj Celzija, ob Atlantiku pa, kakor ste videli včeraj, je bilo 24. To je pa zaradi tega, ker ima Atlantik samo 20-21 stopinj. Zdaj so odkrila prav en tak super park, malo se je prav paše v tej vročini. Bila sva tudi na kosilu zdaj, vas s tem ne bom utrujala in prav paše, da se malo pohladiva v tej senci. Se pa nahajava v najstarejšem mestu na Portugalskem. Vse to so ostanki iz 1. stoletja. Tako most, stavbe, tudi ta park, v glavnem lepo ohranjeno. Določene stavbe izgledajo pa kar malo zapuščene, ampak imajo svoj čar, so lepe. Slišva pa tam neko glasbo, pa greva zdaj prav pogledat, kaj se dogaja. Lahko da imajo kakšno poroko ali pa kakšno proslavo. Sva ugotovila, da je to muzika glih sam z enih zvočnikov. Não é assim tão alto como parece, é só aí de fama. Tarde. Is like this. Tchin. Po vsem tem sprehodu pa paše tudi malo pijače. Vroče za znort. Prvič pijem ta sajder, ki je neko pivo z jabolko. Prav okusno je. Prav paše. Paše, ne? Sem čez gotova. Veš kaj, mislim, da je najbolj, da greva nazaj na Atlantik, ne? Se strinjam, se rajši tam usedeva še na Insider ali pa greva lahko celo tisto cerkvico pogledati. Ja, bi bilo. Sva pa zdaj na eni taki razgledni točki. V bistvu je to kakor ena taka Sveta Gora nad Novo Gorico, ko vidiš ogromno pokrajine. Tukaj vidimo reko Limo, ki se potem izliva v Atlantik. Zdaj smo pa prišli dol nazaj na Atlantik, je pa čez druga temperatura. Super je. Moram pa povedati, da ne glede na to, kaj delava čez dan, vsak večer prideva semle na to promenado na sprehod. Tukaj je tak mir, pa od te vode se prav čuti taka svežina, tak hladen zrak in tako prijetno pihlja, da je prav super. To bi bilo za ta tedenski vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, mi pa se vidimo prihodnjo nedeljo. Čau, čau!